Prijazno dobrodošli v novicah na ETV. Danes goduje Miklavž. Pred desetletji je veljal za dobrotnika, ki je ponoči obiskoval domove in otrokom prinesel darila, porednim pa šibe. No, na predvečer pa so rožljali parkeljni in žugali porednim otrokom, da jih bodo odnesli s seboj. Nova demokratična država je prinesla nova pravila. V decembru smo dobili dobre 3 može, razen Miklavža še Božička in ohranili dedka Mraza. Miklavža pa zdaj otroci videvajo in jim ta deli darila. Otroci tako zadnji mesec v letu dobijo darila kar 3-krat in čar praznikov od vsega dobrega kar zbledi in darilo tako ni več nekaj, kar otrok lahko dobi, ampak nekaj, kar mu pripada in je obveznost odraslih, ki ga obkrožajo. Miklavž se torej zdaj javno kaže in obiskuje številne kraje. O njegovem včerajšnjem obisku v Zagorju nekoliko več pozneje. Najprej pa nekaj vsebin, ki vam jih ponujamo tokrat. Moravški svetniki odločanje o naložbenem programu zdravstvenega doma preložili. Evropska kartica za invalide v Hrastniku. Zagorjani počastili god Svete Barbare in pričakali Miklavža. Občinski svet občine Moravče je 4. decembra na svoji 12. redni seji preložil dopolnitev naložbenega programa za projekt širitve zdravstvenega doma Domžale. To je bilo potrebno, ker višina presežka v zdravstvenem domu Domžale ni znana. Gibala naj bi se od 1,5 do 10 milijonov evrov in ves ta presežek naj bi bil namenjen izgradnji prizidka vrednega okoli 23 milijonov evrov. Računajo, da bi dodatnih 6 milijonov prispevala še država. Preostalo pa bodo morale priložiti preostale 4 občine ustanoviteljice. Moravška občina ima 12% lastniški delež, kar pa je tolikšen razpon v višini presežka, se svetniki niso mogli kakovostno odločiti in se bodo šele, ko bo znana celotna finančna konstrukcija. So pa podprli dopolnitev naložbenega programa za prizidek k osnovni šoli Roje, kjer imajo Moravčani podoben delež kot pri zdravstvenem domu. Sprejeli so tudi dopolnitev investicijskega programa za projekt kanalizacije Češnice pri Moravčah z nadgradnjo moravške čistilne naprave in med drugim še program športa in program kulture za prihodnje leto. In še druga novica iz Moravške doline. Župan občine Moravče, dr. Milan Balažic, je pretekli četrtek po seji občinskega sveta po 6 letih delovanja razpustil koalicijo Partnerstvo za razvoj, ki so ga sestavljale Gibanje Svoboda, Neodvisna lista, Nova Slovenija in SLS. Pred tokratno sejo občinskega sveta so se dogovorili, da bo koalicija podprla izjavo, ki so jo svetniki dobili na seji in se zoperstavila zlorabi šolarjev na prireditvah s političnimi vsebinami in ni dobila zadostne podpore. Župan se je zato, ker se svetniki niso držali dogovora in so glasovali drugače, koalicijo, imenovano sporazum o partnerstvu, ki je bila vnovič podpisana v začetku lanskega leta, kot rečeno, razpustil. V Hrastniku nadgrajujejo storitve za invalide, s katerimi bi še olajšali in popestrili njihovo življenje. Ugodnejše cene storitev so naložene na evropski kartici. Tamkajšnji svet za invalide in občina že nekaj let omogočata ugodnosti pri tamkajšnjem kulturno-rekreacijskem centru. Invalidi imajo za petino ugodnejše vstopnice za bazen in vstopnice za kulturne prireditve, gledališke predstave, koncerte in druge prireditve. Ponujajo brezplačen vstop na prireditve v Hrastniškem mladinskem centru in tudi udeležba na jezikovnih in računalniških tečajih, ki jih imajo v tem centru, je zanje brezplačna. Poglejte, z letom 2006, ko je občina Hrastnik tudi prijela listino Občina po meri invalidov, se je vsekakor marsikaj izboljšalo v naši občini. Med drugim je tudi ta organ, ki ste ga omenili, Svet za invalide, katerega vodim v tem mandatnem obdobju od leta 2022 do leta 2026, če imamo mandat. Na pobudo tudi tega organa se je marsikaj
postorilo na bolje za invalide v naši občini. V prvem koraku vsekakor odprava številnih arhitektonskih ovir v naši dolini. Vključeni smo tudi v projekt multimodalne mobilnosti za invalidne osebe, tako da smo vključeni tudi v ta interaktivni zemljevid, kjer se vidijo še vse obstoječe ovire, ki jih imamo v Hrastniku. Hkrati so pa seveda to tudi podlaga za nadaljne odpravljanje teh arhitektonskih ovir. Res pa je, da poskušamo seveda izboljšati kakovost življenja invalidov v naši občini tudi na drugačne načine. Ena izmed teh je tudi aktualna promocija Evropske invalidske kartice ugodnosti za invalide. V letošnjem decembru je seznam ugodnosti za invalide še dopolnjen. Med novimi ugodnostmi so za 10% cenejši nakupi v trgovinah Cikcak, Jagoda, okrepčevalnica Gverk, hrustljavi skušnjavi Hrastnik in pri gostinskih storitvah Porto. Vsi ponudniki ugodnosti, ki so se projektu pridružili na novo, imajo urejen ustrezen dostop za invalide. Vlogo za pridobitev Evropske kartice ugodnosti za invalide oddajo na upravni enoti. Več informacij o postopku pridobivanja kartice je na voljo na spletni strani e-uprave in po telefonu pri Svetu invalidov Hrastnik. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je preteklo sredo 4. decembra na Brdu pri Kranju podelila ugledna priznanja Obrtnik in podjetnik leta 2024. Obrtnik leta je postal Klemen Avguštin iz pečarstva Avguštin. Podjetnik leta po izboru Obrtno-podjetniške zbornice pa je postal Janez Škrabec iz podjetja Riko Ljubljana. Med podjetniškimi nominiranci je bila tudi Maja Gerčer, direktorica podjetja AGM Nemec, ki ima sedež na Marnem, na Dolu pri Hrastniku in na našem območju gradi številne objekte in cestne odseke. Društvo R-Med Srečno Zagorje, ki deluje že 11 let, čez leto pripravlja različne dejavnosti. Že tradicionalna je slovesnost ob 4. decembru, dnevu rudarske zavetnice Svete Barbare. V počastitev spomina na njo so tudi letos na god svoje zavetnice pripravili krajšo slovesnost pri rudarskem spomeniku na Toplicah. Nato pa se je povorka rudarske čete, pevskega zbora Loški glas, pihalnega orkestra in udeležencev prireditve podala na osrednjo slovesnost v Delavski dom. Društvo že leta ohranja spomine na rudarsko preteklost Zagorja. Naj povem, da ob koncu leta praznujemo rudarji tudi praznik Svete Barbare, zaščitnice rudarjev, ki pač skrbi, je varovala, zavetnica Barbare je varovala vse te poklice, katerim so pretile razne nevarnosti. Naj povem, da ta duh, rudarski duh v Zagorju še vedno obstaja, da skrbi naše društvo, da to ohranjamo, to dediščino, da jo prenašamo na mlajše rodove, na naše potomce, otroke, vnuke. Tako kot vidite tudi danes, je udeležba oziroma obisk na današnji prireditvi je velik in mislim, da bomo s tem nadaljevali naprej tudi ter ohranjali to rudarsko dediščino. Kajti ti mlade generacije tega rudarskega duha ne bojo nikoli tako občutili, bojo pa vsaj en del pri opazovanju teh informacijskih tabel in pa teh pomnikih rudarjenja, da bo to ohranjeno za naše naslednje generacije. Zagorski podžupan Janez Volk je na slovesnosti rudarje in vse prisotne pozdravil. Sicer je tudi sam nekdanji rudar in član pevskega zbora Loški glas. Udeležence je nagovoril na poseben način. Recitiral je rudarsko ameriško pesem, ki jo je tudi sam prevedel. Ja, to je čisto spontano bilo, nisem to namerno ali pa kaj. Jaz sem šele včeraj izvedel, da bom danes pozdravil ta skup v imenu občine in zato kar na hitrico to naredil. Zakaj? Zato, ker so zelo podobne pesmi večkrat bile tukaj med knapi in tudi malo na drugačen način, malo na hudomušen način prikazujejo življenje
in razmere knapov, v kakršnih so živeli med in po drugi svetovni vojni. Kot zanimivost je podžupan povedal, da so to pesem pred leti, ko je v njihovih vrstah bil tudi sam, prepevali v zboru Loški glas. Danes pa te pesmi ni več na repertoarju tega zbora. Društvo vsako leto pripravlja različne dejavnosti in prireditve povezane z zasavsko-rudarsko dediščino in z ohranjanjem spomina nanjo. Predsednik društva te različne aktivnosti rad našteje. Naše društvo RMED Srečno Zagorje je bilo ustanovljeno leta 2013. Naše društvo se ukvarja z ohranjanjem rudarske dediščine. Vsako leto imamo več tradicionalnih prireditev. Naj povem, od začetku leta se začne z ustvarjalno delavnico osnovnih šol v Zagorju in pa varstvenega delovnega centra. Sledi potem tista čistilna akcija, ki jo opravljamo na teh pomnikih rudarjenja v Zagorju. 3. julij, rudarski praznik, kjer imamo pred muzejem v Kisovcu tudi proslavo in pa potem ta pot Srečno, ki povezuje vse rudarske kraje od Laškega, Hrastnika, Trbovelj in Zagorja. Zaključek te poti, 30 km dolgo, je pa tudi potem v Pristanu. Na slovesnosti ob godu zavetnice rudarjev Svete Barbare so nastopili tudi člani otroškega pevskega zbora Cicido glasbene šole Zagorje. Z avtorsko pesmijo se je predstavila gostja iz Ljubljane Nada Mihelčič. Slovesnost ob dnevu Svete Barbare pa so sklenili z večerno mašo v župnijski cerkvi Svetega Petra in Pavla v Zagorju. Na osnovni šoli Toneta Okrogarja v Zagorju, na podružnični v Kisovcu in na podružnični šoli na Podkumu so pred dnevi v sklopu šolskih dejavnosti sadili sadno drevje. Drevesa so posadili še pravi čas, saj je le dan pozneje tudi Zasavje pobelil sneg. Akcija je sicer potekala v okviru 25-letnice Društva ekoloških kmetov Zdravo življenje v sodelovanju s Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije. Sadike je šolam podarila drevesnica Odcepek. Na šolah zdrav način življenja in prehrane vključujejo tudi v svojem pouku. Danes smo res veseli, da smo dobili novo pridobitev in sicer 2 jablani smo posadili na matični šoli v Zagorju, v Kisovcu pa 1 jablano in sicer vrste Carjevič in pa Gorenjsko voščenko. Sajenje jablan v našem šolskem sadovnjaku je v sklopu 25. obletnice Društva ekoloških kmetov Zdravo življenje in v ta namen bi se želela najlepše zahvaliti občini za podporo in pa seveda tudi drevesnici Odcepek, ki je darovala jablane. Kakor se bo pa tudi videlo, so pa naši učenci zelo pridni in sicer izvajamo številne ekološke dejavnosti v okviru krožka, ki ga vodi naša koordinatorica, gospa Jadranka Kačič. Pridružili smo se akciji in pobudi Kmetijsko-gozdarske zbornice pri sajenju drevesa na našem šolskem travniku. Ker imamo možnosti za to, smo se odločili in veseli smo, da je danes ta akcija stekla. Pravkar sadijo učenci s pomočjo mentorjev gozdarske zbornice jablano, Carjevič. Drugače pa tudi sicer na naši šoli veliko časa učenci preživijo zunaj, možnosti imamo, večkrat gremo v sosednji gozdiček raziskovati naravo, na ure športa. Imamo tudi učilnico na prostem za šolo, ker preživimo kar precej časa v naravi. Tukaj na tem našem travniku imamo tudi vrtiček, ga obdelujemo skupaj z učenci v okviru ur razširjenega programa, pa dejavnosti različnih. Imamo tudi visoke grede in čebeljnjak. Na naši šoli deluje tudi čebelarski krožek. Vsako leto pridelamo med, ki ga uporabljamo za prehrano v šoli, sladimo z njim čaj, uporabljamo ga pri malici. Tako da smo pri tem kar uspešni. Z našega vrta pobiramo zelišča, jih sušimo, tako da pozimi kuhamo naše čaje. Smo pa tudi ekošola, tako da otroke navajamo in usmerjamo v te stike z naravo.
Šolari so ob zaključku akcije tudi zapeli pod vodstvom ravnateljice in ene izmed učiteljic. Sadjarsko in vrtnarsko dejavni so tudi na Okrogarjevi šoli v Zagorju. Tudi pri njih imajo čebeljak, zasaditi pa si želijo tudi divje češnje. Tako, občina Zagorje je v bistvu bila tista, ki nam je ponudila možnost sodelovanja pri tem projektu in oni so tudi tisti glavni koordinatorji, ki nam pomagajo in dejansko smo dobili donacijo. Vas kdaj pride obiskati kakšno delovno akcijo, tudi mogoče sam župan? Seveda, v preteklosti se to že zgodilo, vsekakor pa je vabljen, da se nam pridruži tudi v prihodnosti, ker je naša šola, ekošola, že več kot 30 let, bili smo med prvimi v Sloveniji, pa smo že dogovorjeni, da nas obišče na prihodnji ekodan v mesecu aprilu, kjer si bo res lahko pogledal, kako ekološko naravnani smo. Organizatorji in šole, pa tudi lokalna skupnost, tovrstne akcije podpirajo. Na takšen način šolarji najboljše spoznajo sadjarstvo in se naučijo česa novega, kar bodo lahko uporabili tudi doma in jim bo kasneje v življenju še kako prišlo prav. Mogoče si bo kdo celo izbral katerega izmed poklicev s področja kmetijstva ali sadjarstva. Do konca letošnjega leta še lahko koga predlagate za priznanje in plaketo dr. Slavka Gruma. Plaketa dr. Gruma je priznanje za izjemne dosežke v daljšem časovnem obdobju. Priznanja pa podeljujejo za dosežke v krajšem času. Predloge lahko oddate posamezniki, ustanove, društva ali podjetja in jih pošljete Odboru za šolstvo in kulturo na občino Zagorje s pripisom Predlogi za plakete in priznanja dr. Slavka Gruma. O predlaganih kandidatih bo odločal občinski svet. Priznanja pa bodo nagrajenci dobili na osrednji prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku v začetku februarja prihodnje leto. Podrobnosti povezane z razpisom najdete na občinski spletni strani. Sveti Miklavž ali Nikolaj je bil dober, darežljiv mož iz Mire, današnje Turčije. Njegove pozitivne lastnosti so se ohranile do današnjih dni. Na tradicijo obdarovanja niso pozabile tudi zdajšnje generacije. Veljal je za misterioznega dobrotnika, ki ponoči raznosi darila otrokom. Pri nas se zadnje leta sprehaja po ulicah in trgih v spremstvu angelov in parkeltnov in otrokom deli darila. Tudi Zagorje je obiskal in zagorskim majhnim in velikim otrokom pokazal, kako je dober. Kljub nizkim temperaturam ga je sinoči pričakala navdušena množica otrok, staršev, dedkov in babic. Ob obeh straneh ceste od železniške postaje proti mestni ploščadi so ga nestrpno pričakali in se veselili bombonov, s katerimi jih je tudi tokrat obdaril. Ker je decembra poseben čas, se kar samo ponuja vprašanje namenjeno županu, ali je sam že kdaj bil v vlogi katerega izmed dobrih decembrskih mož in katerega bi si izbral. Vsekakor včasih je bil Špicparkel, včasih je bil Miklavž, vse zavisi od dnevne politike ali pa razpoloženja, ampak najraje sem pa Matjaž Fagan, župan občine Zagorje. V mladosti smo v času Maškar bili nekaj drugega, pri Miklavžu, dedku Mrazu, Božičko, pa lahko rečem, da jaz kot župan pokličem vse tri dobre može, jih povabim v občino Zagorje ob Savi, kjer imam najbolj pridne otroke, občanke in občane in to je tisto, kar dajem in veselujem vse generacije v občini Zagorje ob Savi. Sam pa nisem imel težen po kakšnem dobrem možu, razen po možu županu. Pripravili smo ogromno prireditev, seveda ne zaradi sebe, ampak za ljudi, ki želimo vnašati pozitivno energijo, kajti najmlajših ne zanima, kdo je Matjaž, kdo je Borut, kdo je Robert, kdo je Nataša, ampak želijo doživeti en pravlični mesec, ki sigurno prinaša vesele božične praznike, veliko ljubezni, medsebojnega spoštovanja in seveda vsem želim srečno in zdravo 2025 in če bomo tako enotni, kot smo bili do sedaj, je uspeh zagotovljen. S priljubljeno skupino so nastopili tudi otroški pevci. Poleg njih pa so nastopili tudi plesalci in mojstri ognja, ki so spremljali Miklavža tudi na njegovi poti skozi Zagorje. Družina Knez iz Sedraža si bo letošnji 1. november, ko se je na njihovem gospodarskem poslopju vnel požar, zapomnila za zmeraj.
V dobri uri in pol je uničil delo in vse stroje, pa tudi pripomočke, ki so si jih kupili za svoje delo. Ostali so brez vsega. Lokalna skupnost se je tudi tokrat izkazala in jim pomagala takoj. Da bi res pokazali svojo darežljivost, pripravljajo 11. decembra praznični dobrodelni koncert za družino Knez. Celoten izkupiček prostovoljnih prispevkov pa bo šel tej družini. Spomin na ta dogodek je še kako živ. Smo se pa vračala iz Maribora, smo bila nekje štric Ljubečne, no. Smo pa dobila klic od sina, da doma gospodarsko poslapijo gori. Smo bila pa nekje v Celju, me pa kliče sosed, tamle Mišo, prav Damjan, počas, nič ne hit, ne da se nič več reši, vse je v plemenih. Ko smo prišla pa na Sevce, smo pa že videla nad našo cerkvo, farno, Svetojedrc, smo pa videla že komplet zublje, ne, tako da, ko smo prihitela domov, pa se ni dal nič reči, ne. Prvi sosedi, Sotlarjo, Matjaž je bil ta prvi, pa naša dva ta mala poba sta reševala, no, tako, ker smo lahko pač rešili. Kombajn so stran odvlekli, potem smo ga še bolj stran potegnili, druga pa, kot vidite, je vse zgorelo, v traktorju, balirk, viličarju, vseh sekularjev, kosilnic, čistern, urače, vse, nič nimamo, no, nobenih stvari. Gasilci so se z ognjem borili nekaj ur. Požar so ukrotili okrog 1 ponoči. V akciji reševanja je sodelovalo 68 gasilcev s 14 vozili, bili so iz domačega sedraškega prostovoljnega gasilskega društva in sosednjih, Laškega, Rečice, Rimskih Toplic in še nekaterih. Izkazali so se tudi sosedje od blizu in daleč. Imamo neč, tako da huduje, no. Kratek stik so ugotovili na električni napeljavi nekje v srč kozovca, ne. Zato pa tudi ta prvi sosed, ki je priletel, ko je prišel iz doma, iz delavnice ven, je pogledal, je bil že cel kozovec v plameni, ne. To je dejansko ogenj zajel komplet cel gospodarski posjok. To je bilo vse gorelo naenkrat, ne. Tako da z tega vidika je bilo tudi hudo, ni se dalo. Mi smo imeli pozložen noter stvari, na zgornjem delu je bilo 38 kubikov drv, tako da ni se dalo nič praktično rešiti, no. Ni bilo mogoče. Sosedje so takoj priskočili? Ja, lejte, zdaj, kar se tiče sosedov, vsi so pomagali, ni enega, da ne bi. Ne. Gospodinje so kuhale, sosedi so pa, kjer so pač imeli prikolice pa traktorje, so odvažali stran stvari, pomagali. Nas je bilo, se mi zdi, da 38 ali celo 40, ne vem. Sej zahvaliti se je hudo, ampak vsakem bi se rad zahvalil za prve pomoči, no. Zdaj nekaj bomo pač naprej mogli, da bomo. Civilna zaščita je že tisti večer pomagala, drug dan so prišli pa iz občine, pa iz komunale, tako da so pomagali zdaj, da pač s to papirno vojno, da rešimo, da bomo lahko začela naprej pač postavljati nov objekt. Upamo, da letošnja zima in še kakšen sneg ne bosta prekrižala načrtov družine Knez in da bodo v bližnji prihodnosti gospodarsko poslopje zgradili in stroje pospravili pod streho. Tudi izkupiček letošnjega prazničnega dobrodelnega koncerta za družino Knez, ki ga 11. decembra v Termani Laško pripravljajo kulturna društva in posamezniki, bo v celoti namenjen tej družini. Drage gledalke in gledalci, za konec pa še Platonova misel na temo dobrote. Nič ni dobro ali slabo, razen dveh stvari. Modrost, ki je dobra, in nevednost, ki je slaba. V predprazničnih dneh si naberite nekaj kondicije, da boste lahko uživali v dobrotah vseh vrst in v vseh agregatnih stanjih. Po pameti seveda. Vse lepo do naše prihodnje oddaje. Svidenje in srečno!